Ob misli na Trst se še danes mnogi spomnijo zlatih časov Ponte Rossa. Trgovski vrvež so danes zamenjale kavarne, kjer lahko posedate ob pogledu na veliki kanal, po katerem so včasih plule jadrnice. Da bi bil ta del mesta še dostopnejši za pešce, so postavili nov most. Na trgu, kjer so danes le še zelenjadarji in cvetličarke, je imel nekoč stojnico s svežim maslom celo oče tržaškega pisatelja Borisa Pahorja. Pred nekaj leti je trgovino z oblačili zaprl tudi slovenski trgovec. Od leta 1934 je mama začela tudi s trgovino in potem smo nadaljevali. Prve velike skupine so bili športniki. Jugoslovanska reprezentanca, kadar je hodila v Italijo, v kakšnem kraju igrati, so se ustavili pri nas in so razne stvari kupovali. Slovenci so bili v Trstu uspešni trgovci že v 19. stoletju. O tem priča tudi palača, ki še danes stoji v bližini železniške postaje. Zgradil jo je Franc Kalister. Njegova družina sicer prihaja iz okolice Postojne, a se je njegov stric preselil v pristaniško mesto. Janez Nepomuk Kalister je prišel v Trst okrog leta 1840, je bil izredno uspešen trgovec in je postal v tistih letih bivanja v Trstu tudi najbogatejši meščan in kronike pravijo, da je bil tudi najbogatejši Slovenec tistega časa. In ker je on bil brez potomstva, je poklical v Trst dva svoja nečaka. Eden je bil Franc Kalister, drugi je bil Josip Goruk. Slovensko dogajanje v mestu je danes strnjeno predvsem na kulturni in narodni dom ter številna društva, ki imajo sedež v bližini sinagoge. V edini slovenski knjigarni v mestu, poleg domačih avtorjev ter njihovih prevodov v italijanski jezik, prirejajo tudi številne zanimive dogodke. Imamo pač eno tako prireditev skupaj z Založništvom tržaškega tiska in z Založbo Mladika. Se pravi, da vsako sredo ob 10. uri pridete k nam, pijete kavico za ston in pa predstavljamo ali kakšno knjigo, ali kakšno razstavo, ali je samo klepet. S Trstom so povezani številni priznani slovenski pisatelji in pesniki. Srečko Kosovel je zaenkrat edini, ki so mu v Ljudskem vrtu postavili obeležje, tako kot drugim tujim literatom. Večkulturno mesto je svoj čas navdihovalo tudi Dragotina Keteja, ki je tu služil vojaščino. Njegov ciklus ljubezenskih pesmi nosi naslov Po pomolu San Carlo. Še danes je ta del mesta s pogledom na odprto obzorje eden najbolj priljubljenih med sprehajalci. Morda bo pritegnil tudi vas.